Kako vidiš vlogo mladih pri oblikovanju energetskih politik? Ja, dejstvo je, da smo mladi nekako nosilci prihodnosti, da bomo z odločitvami, ki se sprejemajo v tem času, živeli najdlje. Imamo ogromno nekih idej, znanja, smo inovativni in zato smo ključen del dejansko oblikovanja energetskih in podnebnih politik, smo pa nažalost večkrat spregledani. Kakšne konkretne korake predlagaš za njihovo večjo vključenost v ta proces? Ja, glede na to, da je proces oblikovanja politik še vedno primarno političen proces, predlagam mladim predvsem, da so politično aktivni. Priložnosti je definitivno ogromno. Na drugi strani pa tudi od odločevalcev pričakujem, da bodo mladim omogočili še več priložnosti, da se tudi nekako uradno vključimo v proces oblikovanja politik. Na nas mladih pa je seveda, da te priložnosti izkoristimo in da dokažemo, da znamo sodelovati pri oblikovanju politik, ki bodo konec koncev korile našo skupno prihodnost. Kako lahko mladi bolj spodbujajo trajnostne načine življenja v svojih skupnostih? Ja, na začetku bi povedal, da se mi zdi lokalni nivo res tisti, kjer imamo mladi največjo moč, da dosežemo neke konkretne spremembe. Naj se bo to preko organiziranja kampanj, zbiranja podpisov, organiziranja dogodkov zaveščanja. Predvsem pa moramo biti mladi zgled ostali skupnosti, da tudi sami živimo trajnostno, se pravi, uživamo lokalno pridelano hrano, uporabljamo trajnostne oblike mobilnosti, smo energetsko varčni, ker najčistejša je tista energija, ki je ne porabimo. Kako lahko izboljšamo ne samo komunikacijo in ozaveščenost o podnebnih izzivih, ampak tudi delovanje, tako med mladimi kot tudi med širšo javnostjo? Ja, mogoče se bo slišalo malo klišejsko, ampak definitivno sodelovanjem. Sodelovanjem med odločevalci, civilno družbo, gospodarstvom, akademsko sfero in pa seveda mladimi. Ker pogosto se ob oblikovanju politik znajdemo nekako na nasprotnih bregovih, nočemo poslušati argumente druge strani, ampak je dejstvo, da je edina pot naprej skupna, ta morda ni vedno najhitrejša, je pa edina, ki bo na koncu privedla do rezultatov in do našega skupnega cilja, to je prehod v brezogljično oziroma nizkoogljično družbo.